Z novo pridobljeno opremo za zmogljivo analizo genoma na globalni ravni bomo močno izboljšali diagnosticiranje bolezni, kot tudi odkrivanje novih molekularnih tarč za načrtovanje novih zdravil. Z novo opremo bo možno določiti podskupine bolnikov na osnovi tako imenovanih molekularnih endotipov oziroma molekularnih podpisov, s katerim bomo identificirali skupine, ki bodo najbolj primerne za določeno metodo zdravljenja in s tem v personalizirano medicino. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor z navedeno opremo uvajamo nove diagnostične metode za diagnostiko redkih genetskih dednih bolezni. Ti rezultati teh analiz se bodo neposredno vključili v slovenski nacionalni register za redke bolezni, za katerega smo s partnerji iz Ljubljane predhodno že izdelali znanstvene podlage. Tehnologija omogoča ugotavljanje novih mutacij in tudi celo novih bolezni. Pred kratkim smo poročali o redki dedni bolezni, in sicer gre za monogensko bolezen kože, pri kateri se poleg simptomov, kakršnih v svetu še ni bilo opisanih na koži, pojavljajo tudi pogosto raki, in to je sicer slaba informacija za to slovensko družino, pa obenem tudi dobra, kajti na ta način se je družina, ki ima to mutacijo, lahko vključila v preventivne programe za preprečitev nastanka raka. Največ analiz sicer upravljamo na kompleksnih imunskih boleznih, kroničnih, pri katerih se uporabljajo biološka zdravila. Tako smo skupaj z kolegi, partnerji v okviru Evropskega konzorcija za otroško astmo postavili smernice za personalizirano zdravljenje. Največ raziskav delamo tudi na kronično imunski bolezni, kronično vnetni črevesni bolezni, v okviru za katero se je v zadnjem času razvilo in prišlo na trg veliko novih bioloških zdravil, ni pa še znanstvenih smernic, v kakšnem vrstnem redu se ta biološka zdravila uporabljajo, in seveda z molekularno-genetskimi raziskavami lahko določimo podskupine, pri katerih bo posamezno zdravilo najbolj učinkovito in izkazovalo najmanj neželenih učinkov. Kolegi na fakulteti iz katedre za mikrobiologijo pa navedeno opremo uporabljajo za karakterizacijo mikrobiote in tudi za genotipizacijo in diagnostiko virusov, kot na primer koronavirus. Sekvenatorji naslednje generacije generirajo dejansko veliko podatkov. Iz enega vzorca DNA dejansko dobimo več kot 100 000 različic, ki jih bolniki imajo, in seveda potem moramo iz vsega tega tukaj zadevo izluščiti. Igramo se tako rekoč nekakšne detektive in na koncu potem pridemo do neke diagnoze, ki nam potem pomaga v poteku zdravljenja, pomaga odkriti vzrok, zakaj je bolezen nastala in kaj je tisto molekularno ozadje, ki je dejansko krivo, da je prišlo do neke napake na tem nivoju. Poleg uporabe v medicini se lahko navedena oprema uporablja tudi pri ugotavljanju in zagotavljanju varne hrane, predvsem pri detekciji genetsko spremenjenih organizmov, kot tudi v kmetijstvu in pa tudi v okoljevarstvenih raziskavah. Naš BD-Fax Aria Fusion je trenutno najzmogljivejši celični razvrščevalec in pretočni citometer v Sloveniji. S 5 laserji in 18 detektorji nam omogoča hkratno zaznavo večjih celičnih podtipov v izbranem biološkem vzorcu, recimo hkratno zaznavo mnogih celičnih imunskih podtipov v krvnih vzorcih. Poleg tega omogoča tudi hkratno izolacijo do 4 različnih podtipov celic, ki bi nas zanimale v takih vzorcih. To je še posebej pomembno, kadar imamo opravka z izredno redkimi ali pa količinsko izredno omejenimi kliničnimi vzorci, ki jih je potrebno čim bolje izkoristiti, kadar jih imamo na razpolago. Izolirane celice lahko naprej porabimo ali za različne funkcionalne celične testiranja ali pa za analize na proteomski, genomski in transkriptomski ravni.
Naše raziskave so usmerjene k raziskavam molekularnih mehanizmov in odkrivanju biooznačevalcev za biološka zdravila, ki se uporabljajo pri zdravljenju kroničnih imunskih bolezni. V dosedanjih študijah smo iz kliničnih vzorcev celotne krvi analizirali transkriptom, celotno aktivnost genov, vendar v celem skupku krvnih celic. Z novo pridobitvijo v okviru projekta RIUM celičnega razvrščevalca in nam je zdaj omogočeno, da posamezne aktivnosti genov zasledujemo v posameznih podtipih celic oziroma v končni fazi lahko celo v posamezni celici dejansko ugotavljamo, kaj se v tej celici dogaja.